Vsak korak, vsak gib, vsako varno premikanje je Lanina bitka za jutri. Danes 11-letni deklici so pri 7 letih diagnosticirali redko gensko bolezen. Ta med drugim povzroča ponavljajoče se mišične trzaje, zelo pogosti so epileptični napadi in padci, vse to pa lahko otroka priklene na invalidski voziček. A za Lano obstaja upanje. Genska terapija, ki jo razvijajo v ZDA. Razvoj terapije pa bo družino stal okoli 2 milijona evrov. Barbara Bašič. Da bi se bo naučila lahko lepo obračala, da se pozdravim, da bi šla lahko na morje, pa v šolo se vrnila. To so želje 11-letne Lane iz Tržiča. Želje, ki so za večino 11-letnikov samoumevne, za družino Meglič ne. Leta 2022 sem jo šla zjutraj zbujati za šolo, kakor vsak dan. In ko sem jo začela prebujati, se je začela tresti in šlo ji je v epileptičen napad. Lana se je rodila kot zdrava deklica. Do 7. leta je potekalo vse normalno. Nato pa so jim ponavljajoči epileptični napadi obrnili svet na glavo. Ko so bili upravljeni genetski testi, je družina izvedela kruto resnico. Še danes ne vem, kako sem lahko to. Kaj sem sploh slišala, ker jaz sem... Zame je bil to isti otrok, ne glede na to, kaj so meni zdaj povedali. Solzami v očeh razlaga Lanina mama. Napredujoča bolezen bo Lani kmalu vzela vse. In ko naj je vprašala enkrat po celi noči napadov, mami, zakaj? Na dnu ekrana je spisan TRR za donacije in QR koda, ki jo slikajte z aplikacijo svoje banke. 3 leta se že borijo z boleznijo, ki vedno bolj kaže svojo moč. Epileptične napade ji povzročajo hrup, svetloba, dotiki. Zato ne hodi več na redni pouk, ampak 3-krat na teden obiskuje ure, kjer je v učilnici sama z učiteljico in mamo, ki jo vsako jutro nosi po stopnicah, saj jih zjutraj ne zmore prehoditi sama. Ne spimo. Mi smo po koncu. Lana je v bistvu na hrbtu, ker ve, da če se bo obrnila na eno ali pa na drugo stran, da bo napad. In gledati otroka, celo noč leži na hrbtu. Vendar obstaja upanje v obliki genske terapije, ki jo razvijajo v ZDA. Predklinična faza je končana, septembra bodo terapijo prvič testirali na človeku, ki ima podobno gensko bolezen. Če bodo rezultati dobri in bo terapija odobrena tudi za druge otroke, bi Lana gensko terapijo lahko prejela v 2 letih. Cena okrog 2 milijona evrov. Da bo ustrezno potrjeno iz varnostnih vidikov in tudi kvalitete same operacije, se bo razvoj za ULD bistveno pospešil. Preden pa bo Lana prejela gensko terapijo, pa mora ostati v čim boljšem stanju, kar pomeni veliko terapij, zdravil in posebne hrane, ki pa je zelo draga. Zato so družini na pomoč priskočili tudi v lokalni skupnosti, zanjo se zbirajo prispevki tudi v gostinskih lokalih. Jaz sem to punčko osebno spoznal. Meni se je srce trgalo, ker se ta punčka še ni zavedala takrat, kaj to pomeni. In zato smo se vsi skupaj tukaj v okolici, veliko lokalov okoli, smo se postavili skupaj, da bomo njej pomagali. Kot oče se najbolj želim, da bo moja hčerka enkrat dosanjala sanje, ki jih ima. Zmogli bomo, se bomo borili naprej. Hvala vsakim posebej. Hvala Slovenija, ker mi pomagate. Upam, da bom nekoč lahko delala, kar si želim. Zato hvala za vsak doniran evro na transakcijski račun, da skupaj pomagamo Lani, da bo lahko uresničila svoje sanje in nekoč postala veterinarka.